Registrske tablice po meri so mi včasih zelo zabavne, včasih pa prav nič. Če na primer v avtu vidim tipa, registrske pa pravi KR Katka, mi je to kar malo hecno. No, če na avtu piše Lejga, tako kot tukaj, mi je pa v bistvu to zelo všeč. Sicer ta Lejga tukaj pomeni čist nekaj drugega, ampak mu paše tudi tako. Lejga, kot da bi kdo to mehno rumeno zverinico sploh lahko spregledal. Še Stevie Wonder ga je zanj občudoval. Ne vem, če se mi je že kdaj zgodilo, da sem nad najboljšo različico določenega modela vihal nos, manj huda mi je bila pa totalno všeč. Menda je to zdaj prvič. No, ko smo nedolgo nazaj na testu imeli Alpine A290, torej najbolj nabrito verzijo nove petke, mi ni bila posebej všeč. V bistvu premajhen doseg, preveč trganja volana z rok pri močnem pospeševanju in preveč povprečno komunikativno krmiljenje. No, vse to me je motilo zato, ker gre za avtomobil, s katerim se bo voznik hotel preganjati skozi ovinke in uživati. Pa ne bo. No, tole je pa čist navadna petka, mimogrede v tej lebari izgleda totalno hudo, kar pomeni, da je tole majhen mestni avtomobilček, na katerega je treba gledati drugače. Mora biti dovolj enostaven za peljati in je. Mora imeti dovolj dober doseg in ga ima in mora biti tudi dovolj enostaven za samo uporabo. In je. Pa s to najbogatejšo opremo v bistvu deluje zelo kul, ima toliko vizualnih dodatkov, da je saj zame trenutno tole eden najbolj nastopaških avtomobilov na cestah. Celo bolj hud mi je kot Alpinka zadnjič. Še bolj sem zadovoljen, da se ta vpadljivost nadaljuje tudi znotraj. Saj veste, če imate zunaj zanimiv avtomobil, ga občudujejo ostali, vi pa znotraj sedite v suhopalnem avtu. Ne, tukaj ne. Že tale barva sedežev mi je totalno huda, pa v bistvu tale napis in tale del tukajle. Materiali so dobri, evo, tle imam celo košarco za bagetko, odlagališče in veliko je tudi fizičnih stikal. In pohvalim lahko še ta sredinski zaslon, vmesnik je krasen, Renault je to pred časem kar dobro sfriziral, tako da je vse skupaj zelo uporabno. Prtljažnik ima 326 litrov, kar za švoh 4 metre dolg avtomobil sploh ni malo, je pa na račun tega malo manj prostore in udobja tukaj le zadaj. Evo, takole jaz sedim sam za sabo, pa sem med manjšimi, kar pomeni, da bo dovolj udobja predvsem za otroke, za odrasle pa niti ne, tudi dno je precej visoko, zato v bistvu sam položaj ni najboljši. Ampak to ni posebej velika kritika, tole je majhen mestni avtomobil in je logično, da nima noro veliko prostora. Se vsi ga niti ne potrebujete. Ma pa zanimiv strop, evo ga. Glede vožnje se mi zdi pomembnih kar nekaj stvari. Za začetek, da je podvozje karakterno podobno sami obliki avtomobila, kar pomeni, da je malo bolj nabrito, čvrsto in dinamično, zato se v ovinkih petka pelje precej dobro. Vseeno pa to pomeni, da kakšno grbino prežveči malo bolj na grdo. Sicer tehta samo dobrih 1400 kg, zato pretresanje ni hudo, vseeno pa udobja ne morete primerjati s kakšnim Citroenom C3. Je pa ta zapeljati zato veliko bolj zabaven. Baterija je relativno majhna in ima neto kapaciteto samo 52 kWh, ampak je tudi avtomobil majhen in ne pretežak, zato po mestu z lahkoto porabi samo 11 ali pa 12 kWh na 100 km. Ok, zdaj so tudi temperature idealne, ampak vseeno je pri takšni vožnji doseg zlahka 350 km, kar pomeni, da boste avto polnili enkrat tedensko. Druga zgodba je avtocesta, kjer se Renault 5 po moči sicer počuti čist suvereno, je pa poraba večja. Okrog 17 ali pa 18 kWh zahteva tam, kar ni posebej impresivno in zato je tudi doseg nekoliko manjši, recimo kakšnih 250 km. In polni se z največjo močjo 100 kW, kar je v bistvu tudi dovolj, ker je baterija majhna. Tole je močnejša različica 110 kW moči oziroma 150 konjički. Je hitra, prožna, več sploh ne potrebujem in Alpine A290 me zaradi več moči ni nič bolj navdušil. Takšna petka je v bistvu vedno živahna, mogoče bi hotel imeti malo bolj močno obtežen volan, ampak bi potem izgubil neke mestne lahkotnosti, zato je v bistvu že prav, da je krmiljenje takšno. Če bi bil še pogon zadaj, obračalni krog malo manjši, pa tale vzvratna kamera boljša, bi bilo pa že kar kičasto. Lejga.